Sem Tina Kramberger, detektivka in direktorica podjetja Intellegos in hkrati predsednica Detektivske zbornice Slovenije. Zelo sem radovedna po naravi, pa sem nekje zasledila, da obstaja detektivstvo v Sloveniji in potem sem rekla, da bi pač jaz bila detektivka. Po srednji šoli sem se vpisala na Fakulteto za varnostne vede in potem naredila detektivsko licenco in v bistvu kar pričela z delom. Ja, najtežje je bilo seveda začeti, ker ko dobiš licenco, pa si detektiv na trgu, v bistvu imaš licenco, ampak ne poznaš praktičnega dela, ne poznaš, kako pridobivati stranke, ne poznaš nič. Pa sem se odločila, da bom pač nekoga v Mariboru poklicala, pa ga vprašala za nasvete, pa se dobila z njim na kavi. Tako da sem v Google vpisala detektiv Maribor in prvi zadetek, ki je prišel, sem pač ga prosila, če lahko greva na kavo. Gospod je bil ful prijazen, je bil zainteresiran, našla sva neke skupne poti in je rekel, da lahko pridem k njemu, pa opazujem, kako se dela. Kot nek mentor mi je bil na začetku, na koncu se je pa zgodba zaključila in sicer z 2 otrokoma. Zagotovo je težko kot ženska prodreti na tak trg, še posebej, ker je veliko detektivov moških, ampak po drugi strani je pa tudi enostavno kot ženska delati, zato ker imamo prednost, recimo, ko vročamo stvari, ljudje imamo v mislih, da je detektiv moški, da je v obleki, da je mogoče celo s klobukom in potem pridem jaz kot ženska, noben me ne pričakuje in potem mi tudi enostavno recimo vrata odprejo in komot lažje vročim, kot bi mogoče kateri drug kolega detektiv. Hkrati pa imam tudi prednost, ker sem ženska in se lahko tudi delam nevedno, še posebej pri kakšnem preiskovanju sumov zavarovalniških goljufij, kjer lahko komot rečem, da o avtomobilih nič ne vem, da o traktorjih nič ne vem in pride dostikrat prav. V teh 14 letih, odkar se ukvarjam z detektivsko dejavnostjo, je bilo veliko težkih stvari. Mogoče že na samem začetku, kot sem prej omenila, sem dobila mentorja, s katerimi sva potem postala tudi privaten par in na eni točki sva se mogla odločiti, ali družina ali služba in pač skupaj nama ni laufalo, ker eni ljudje so lahko 24 ur na dan skupaj, midva nisva mogla biti in tako se je partner odločil, da gre v drugo službo in sem jaz ostala sama v podjetju. Imela sva 2 otroka, mislim, jih imava še zdaj in mogoče je tudi to en taki dejavnik, ki vpliva na samo delo, ker pač detektivstvo ni od 7 do 3, razpoložljiv moraš biti ves čas, hkrati usklajevati vse stvari z otroci. Včasih v soboto pride klic, vsi grejo na rojstni dan, na nek piknik, jaz pa moram iti v službo in pridejo trenutki, ko so težki, ampak potem na koncu dneva tudi veš, zakaj to delaš. Trenutno sem predsednica Detektivske zbornice Slovenije, sem prva ženska predsednica, prej so vedno bili moški in tudi iz tega vidika sem mogla začeti nekaj drugače delati. Drugače pa ena taka mala zmaga je, da doma se veliko pogovarjamo o tem, kako biti ženska v poslu, kako delovati v zbornici in ko smo šli na neko poroko, je hči rekla, da bi pa ona tudi imela govor, tako kot sem ga jaz imela na eni prireditvi in se mi je to tako lepo zdelo, da si je vzela mene za vzor. Pri našem poslu moramo vedno nekaj preiskovati, biti radovedni, nekaj spraševati, delati izven okvirjev in če bi šla še enkrat čisto na začetek, bi si svetovala, da ne smem nikoli soditi po sebi, zato ker je to velika napaka, ki jo lahko detektivi po pomoti delamo, zato ker pač moramo vedno predvidevati, kaj bojo ljudje naredili, kaj bojo rekli, par korakov naprej in če predvidevaš po sebi, pač se lahko dostikrat zmotiš pri nekih stvarih, ki potem se izpeljejo čisto drugače. Tako da to je ena stvar, ki bi si jo svetovala, drugače pa nič. Biti radovedni in delati naprej po svoji vesti, tako kot zmoreš in znaš.